Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V vseh gorenjskih muzejih zbirajo in ohranjajo materialne ter druge dokaze bogate in raznovrstne industrijske dediščine pokrajine, od Mojstrane do Domžal, od Škofje Loke do Kamnika. Sledijo razvoju industrije od prvih obratov z nekaj zaposlenimi, ki so sprva le delno vključevali strojno proizvodnjo, do velikih industrijskih gigantov, ki so dajali delo več tisoč delavcem in so imeli velik pomen v vseslovenskem in širšem evropskem merilu. Eden od tržiških paradnih konjev 20. stoletja je bila nekdanja bombažna predilnica in tkalnica. Predvsem je bila znana po bombažnem blagu. To je bil njen začetek, s tem so se začeli ukvarjati, sprva seveda s predenjem in tkanjem, potem z izdelovanjem tudi konfekcije, predvsem je znana po posteljnini, brisačah in nekaterih drugih stvarih. Je pa zanimiv podatek, da je bombažna predilnica in tkalnica v 100 letih delovanja izdelala toliko blaga, da bi z njim 10-krat ovili zemeljsko oblo. Industrija je bila nosilka in usmerjevalka ne le gospodarskega, ampak vsesplošnega razvoja gorenjske pokrajine v preteklem stoletju. Tovarne z visokimi dimniki in velikimi proizvodnimi halami so spremenile videz krajine in način življenja njenih prebivalcev. Če je bila bombažna predilnica in tkalnica tovarna, ki se je raztrezala na največji površini v Tržiču, je bil Peko tisti, ki je zaposloval največ delavcev. Ne samo v Tržiču, ampak tudi drugje, v nekdanji Jugoslaviji, v trgovinah in v nekaterih drugih obratih je zaposloval več kot 5000 ljudi in v tej zlati dobi je Peko izdelal več kot 2 milijona parov čevljev. Med izdelki, ki pričajo o ustvarjalnosti in dosežkih gorenjskega človeka, je bilo nekaj izjemno uspešnih zgodb, ki so vodile v oblikovanje mednarodno uveljavljenih blagovnih znamk. Vendar so se na prehodu v dobo novih tehnologij in tržnih zakonitosti v marsikateri gorenjski tovarni stroji ustavili. Ko smo načrtovali to razstavo v letu 2016, takrat je Peko v resnici še deloval, še ni bil v stečaju. BPT kot druga tovarna, ki jo predstavljamo, je takrat bila že v zatonu, seveda ni več delovala, ampak kljub temu to sta bila dve izjemni tovarni v Tržiču, ki sta zaposlovali ogromno delavcev, ki sta naredili ogromno izdelkov, ki jih Gorenjci in Slovenci pravzaprav še danes uporabljamo. Podjetja, ki so bogato tradicijo znala nadgraditi z novimi znanji in inovativnostjo, tudi danes ostajajo nosilci gorenjskega gospodarstva. Med družbami, ki so preživele prelomna 90. je tudi jeseniški Acroni. Jeseniška železarna ima tradicijo že tam v srednjem veku in pa kasneje v tej fužinarski zgodbi. Kranjska industrijska družba pa je leta 1890 postavila veliko tovarno z različnimi železarskimi obrati, ki so zaposlovali ogromno število ljudi, pa tudi so se ponašali številnimi izdelki, ki so zasloveli v tujini, od žičnikov do jeklenih cerkvenih zvonov, cevi in tako naprej. To tradicijo potem nadaljevala železarna Jesenice vse do leta 1992, ko je ta mehanizem razpadel in ustanovljeno je bilo 13 hčerinskih podjetij, od katerih je največji družba Acroni, ki še danes nadaljuje to železarsko tradicijo. Razstava Naše tovarne. Naš ponos je tretja v nizu razstav, ki jih pripravljajo Gorenjski muzej, Loški muzej, Medobčinski muzej Kamnik, Tržiški muzej, Muzej Radovljiške občine, Gorenje-Savski muzej Jesenice in tokrat prvič tudi Slavnikarski muzej Domžale. Direktorica Gorenjskih muzejev nekako damo inicijativo, pobudo za teme in potem pa v sodelovanju s kustosi, ki naknadno pripravijo vsebine, predmete in pač fotografsko gradivo, izberemo temo, ki je trenutno najbolj aktualna ali pa najbolj zanimiva. In tokrat je prišlo do industrijske dediščine. Za prihodnost, za 2019 pa že snujemo nov projekt, ki bo pa vezan bolj na našo to geografske okoliščine, se pravi to, kar gorenjsko že v imenu povezuje, so gore, in ta naslednja razstava bo posvečena temu.